Dobro jutro, žabice in žaboni. Danes je naš dan, 20. marec, ko je svetovni dan žab, a ne? In ta žabec Pepe, ki ga imamo od zadaj, a ne? Ta žabec Pepe nas spremlja strani Q-ja in digitalnih bojevnikov znotraj korone in kompletnega preporoda in awakeninga, nas spremlja že kar nekaj let. In jaz osebno priznam, da sem precej razmišljal, kaj neki imajo zdaj težave zraven v tem prebujanju. Ampak tekom časa je teh žabončkov, njihovih eksprešnov, njihovih, bom rekel, občutkov, bom rekel, kako se izrazi expressing, no, zdaj v angleščini, izraz čustva, a ne, in kaj vse se dogaja tem žabonom v glavi. In tale od zadaj se mi zdi precej pomenljiva, da je treba odpičiti vse, kar ni nam in naš nevesto. Da je treba iz našega življenja odstraniti vse, kar nam žre energijo, vse, kar v bistvu smo se mogli v tem času naučiti, je ne boš, ne dam, vozi stran od mene, ne dam, a ne. In žabončki naši so nam povedali, da smo pogumni in da nas je mnogo in drugega ne poznamo, čeprav v bistvu vse oglašamo, rega, kvak, kvak. In v enem momentu zagrmi nas kakih 200, kakor je v komadu, ki je zdaj za nami, ki ga je zapel Slovenski oktet z naslovom Žabe. In jaz sem iz Cerkniškega jezera, jaz žabje življenje dobro poznam, te življenje dvoživk in jih imam strašno rad in so tudi za naravo zelo pomembne, a ne? Tako kot smo mi žaboni, bom rekel, digitalni bojevniki strani srca, zaščitniki miru in zemlje in ljubezni na tej zemlji, smo tudi mi pomembni za ta ekosistem, za to zemljo. Poznate to pesmico? Kadar se levi zbudijo, a ne? In ni čas za prebujanje ovc, ampak za prebujanje levov in levin, da se znamo postaviti zase in da naredimo mejo med norostjo, dramo, kaosom, neredom, polovično narejenim delom in tem, kaj izvira iz ljubezni, kaj je tisto, kar je art, tisto, kar je umetnost srca, kar je unikatnost, avtentičnost, izvirnost in unikatnost, sem že rekel. Originalnost je tisto, kar se išče, ne pa perfekcija. Nimamo perfektnega drevesa, ampak imamo unikatno drevo in je lepo drevo, kakršnokoli že je. In nekako moramo razumeti, da to, kar nam je sistem ponujal, torej vsi enaki, vsi enakopravni, a ne, jebem jim sunce, nismo mi nič enaki, čeprav smo vsi glih. Mislim, vsak je svoj unikat in na tem svetu ga ni človeka, ki bi bil enak kot si ti, in ga nikoli ni bilo in ga nikoli ne bo. Zaradi tega je prav, da izkoristimo to unikatnost in to je tisti dar od našega univerzuma, od našega ata, a ne, da nam je dal darove, ki so unikatni in se pravzaprav nimaš konkurence za sebe, a ne, nihče ti ni konkurenčen, ko začneš enkrat uporabljati to, kaj si. Seveda to, kaj si, pa lahko začneš uporabljati takrat, kadar snameš družbene maske, bom rekel, družbeno pričakovano in v bistvu, kar je znotraj tebe samo izgrajeno, čeprav je umetno. Govorim o egu, govorim o maski, govorim o nečem neprirojenem, ampak naučenem, bom rekel na nek način tudi privzgojenem in v zadnji fazi kot je ego, kot zaščita pred travmo, ki smo jo doživeli in travmami, ki jih doživljamo na dnevni bazi. Zdaj naša zavest kot taka je tista stvar, ki se pravzaprav v času awakeninga in preporoda v bistvu veča in širi, torej ta naša omejenost iz tretje čakre, torej tretje dimenzije prehaja v četrto,
do srca. Ko delujemo iz srca, takrat šele lahko razumemo, kdo in kaj smo. V tistem momentu dobimo univerzalno zaščito, o tem smo se pogovarjali, vendar pot med 3. in 4. čakro v bistvu niti ni lahka, niti ni kratka. Zaradi tega smo tle žabari in žaboni in žabice, ki pomagamo razjasnjevati in ulivati vero, da v tisti pasaži, ko se poslavljate od 3. čakre, oziroma bom rekel, se dvigujete iznad 3. v 4., ki je kar dolga pasaža, v tem pasu je potrebna vera v sebe, da si mogočen, da si sposoben, da ljubezen v tebi še živi in da si je vreden na vsakem koraku in ti pripada, in vsi, ki smo prišli do srca, zatrjujemo, da ljubi Bože pomozi, pridite k nam tle tako lepo in nič nas ne boli in sicer naven mogoče izgledamo čist enaki, pa nismo. Ne? Naven smo enaki, na noter pa nič približno ne več. No, skratka, žabonke in žaboni skušamo ulivati upanje vsem, ki se odločate, da zapuščate stari svet in se želite prebuditi v življenje z veliko črko Ž, a ne, življenje, ki je znotraj samega sebe, ko užgeš ljubezen, ko užgeš sam sebe, avtentičnega, takrat se življenje za človeka šele začne in mnogi naši predniki, mnogi naši zvezdniki in zvezdoni so nam pustili sledi, Cankar, Kosovel, Prešeren, Trubar, vse sem vam že naštel, nisem vse, kar se jih ne da. Skratka, treba je slediti njihovim naukom, čemu so oni sledili. A ne? Najbolj grozno je, da smo, dokler nismo našli svojega notranjega vodstva. A ne? Kadar se preklopiš na srce, deluješ iz sebe ven, takrat deluješ iz srca in takrat imaš svoje notranje vodstvo, ki se ga da razumeti kot intuicijo, ki se ga ne da razumeti. Mislim, veš, da veš, pa ne veš, od kje veš, sam veš, da veš in veš, da je to prav. Niti to ni pomembno, pomembno je, da to, kaj čutimo, da je prav, da temu sledimo in na tak način tudi delujemo. Največja težava je, da ljudje, dokler nismo delovali iz sebe ven, smo potrebovali zunanjega vodjo. Torej, pojdite levo, držite se desno, kupite to, pojdite v službo, dajte ovo. Skratka, to so bila neka navodila, čist popolnoma satanistična, z namenom, da nas peljajo direktno v propad in propast, v končno smrt. Lahko pa rečem, da smo tekom tisočletij bili deležni nečesa groznega. To pa je, da smo kot otroci se rodili čiste duše s srcem in smo avtentični in smo želeli se izražati s plesom, z petjem, z igranjem, z ustvarjanjem v peskovniku, z raziskovanjem sveta, plezanju po drevesih in tako naprej. Vse to smo mi živeli in želeli živeti, vendar je ta sistem vztrajno deloval na tem, da je naše biti odrezal od srca stran. Torej, čim dlje stran od srca, ljubezen prepovedana, uničili so nam vse, kar smo imeli radi, nas naučili, da je treba sedeti, poslušati in ponavljati letnice, kdaj je bilo kakšno zasedanje, kdaj se je kaj začelo, kdaj se je kaj končalo in poveličevati imena največjih genocidnikov zgodovine. Hočem reči, da so nas odcepili. To še ne pomeni, da srca več ni. Gre samo za to, da ga ne čutimo, ali ne čutite, ker jaz ga. Premnogi ste še vedno v točki, v coni udobja in ne upate stopati koraka naprej. In ja, vem, za prehod iz 3. do 4. čakre je potreben pogum. Potrebna je vera, potrebno je zaupanje in želja potem, da prideš nivo višje o tem, o čemer pravzaprav
sanjamo celo življenje, o čemer so nam govorili in pisali naši predniki, naši svetniki, naši svetilniki in naši modernejši izraz je light workerji. No, zdaj v tem času imamo pač te žabice v igri, kjer nam probajo razložiti, kaj vse je za narediti, kaj vse počnemo, kaj vse se dogaja v ozadju strani žabic, katerih imena in lokacije ne vemo, vemo pa, da so prisotni. In tako, kot čutimo mi prisotnost belih klobukov oziroma teh naših žabončkov, se čuti tudi prisotnost vsakega, ki se prebudi na nivo srca in iz srca predaja ljubezen, ki jo ta svet tako krvavo, ne krvavo je napačen izraz, tako nujno potrebuje, kajti narcizem kot tak je v bistvu nič drugega kot odsotnost, odklop od srca in pomanjkanje ljubezni, ki se proži skozi srce, a ne pretaka se skozi srce. Zdaj, tisti, ki delujejo do 3. čakre, torej 1., 2. in 3. čakra moči, spolna, korenska in tako naprej, ti ljudje v bistvu porabijo svoje življenjske energije mnogo preveč, medtem ko se ukvarjajo z zunanjim svetom. Ne? Zaradi tega tolikrat navodilo obrni se v sebe, pust to, kaj drugi, kaj, kako, zakaj. Medtem ko se ukvarjate z drugimi ljudmi, takrat v bistvu gre energija tja, ne pa k vam. Ne? Čeprav v bistvu narcis na tak način jo črpne, jo sukne, ampak sukne energijo s tem, da je ogromno energije vložil, da jo je lahko suknil. Namesto, da bi se obrnil vase in se srečal samim sabo, odvrgel ego in se priklopil na srce. Stvar je čisto enostavna. Stvari preteklosti morajo umreti. Nihče ne bo nesel preteklosti v prihodnost, ki je pred nami, ker z njo nima kaj početi. Svet, v katerega gremo, kdorkoli že gremo, je svet popolnega zaupanja, popolne ljubezni, spoštovanja, človek do človeka, človek. Novi svet ne bo dopuščal laži, prevare, manipulacije, ker enostavno manipulacija gre samo dokler ni opažena. Ko pa je manipulacija zaznana in sprevidena, to je tisto, kar rečemo, resnica bo prišla na plano, takrat je jasno, da ta manipulacija ne more več funkcionirati. A ne? Smo se že 1000krat pogovarjali, čarovniški trik ne dela, ko enkrat veš, kaj je trik. A ne? In ti sam postaneš čarovnik. In tako nekako je tudi narcizem funkcioniral. A ne? Ja, žabji dan, 20. marec. Ne? Zanimivo, fajn bi bilo, če bi se zavedali, da ste tudi vi v bistvu. Fajn bi bilo, povabljeni ste, da pridete v žabjo vojsko, tako bom rekel. Ker prideti v žabjo vojsko je nič drugega kot predati se ljubezni in se predati temu duhovnemu vodstvu, ki je v nas prisotno ves ta čas, le slišali ga nismo. Ne? To je tisto klic srca, to je drobna ptičica je priletela in zapela pesmico. To, kar je sporočilo srca, je vedno kratko, jasno, predvsem tiho. Največkrat moramo razumeti, da če je kaj glasnega znotraj nas, je to naš ego in ego večno hlepi po hrani in pozornosti, ker je nenasiten. Tukaj pridemo do druge skrajnosti, ki se ji reče skromnost, ko ugotoviš, da iz nivoja srca ne potrebuješ toliko stvari, kot jih potrebuje ego. Pravzaprav ne rabiš nič več, ker si napajan z ljubeznijo. Ne? Čemu bi se zdaj ukvarjal z ljudmi, pa od njih probal nekaj dobiti, če pa v bistvu si že ena filan, doba vodnarja, kada bi nekdo zlival vate to gmoto ljubezni, gmoto resnice, gmoto univerzalne energije, ki je v bistvu atomski reaktor. Šele, ko se priklopimo na srce, ugotovimo, za kako veliko silo gre in kaj je s to silo mogoče narediti. Jaz sem si tlele zapisal, nikoli nisi v pomanjkanju, uporabi, kar sem ti dal, pravi naš ata.
Mi moramo ugotoviti te naše unikatnosti, so nas v življenju preko veščin, ki smo jih nekako osvojili, so nas pripeljali do tega, da v tem trenutku, tukaj in zdaj posedujete čist vse, kar rabite za to, da svojo unikatnost izžarevate. Mislim, začne se z nasmehom, začne se s prijaznostjo, začne se s pozdravom. To so te osnovne stvari, ki jih že imamo v sebi. Na kar ugotoviš, da že znaš nekaj, ne vem, zdaj sem pa zmišljeval, iz lesa narediti ali pa iz gline, ali pa v bistvu, da znaš 3D animacijo narediti, ali pa da znaš štrikati, ali pa da znaš. Vi znate znotraj sebe en kup stvari, vendar jih ne vidite kot poslovno priložnost. Mi preko srca ničesar ne gledamo kot poslovno priložnost. Iako je vse priložnost za to, da pomagamo sočloveku, žabici, da pride na nivo srca in da začne delati iz srca. Tako kot je zvezdica zaspanka in Ceferina zbudila, ne? Tam, kjer bi moglo biti srce, je bil kamen. In dokler niste napisala besede ljuba, to srce ni bilo. Hočem reči, čist malo je treba, da se užgemo na srce, to je prvo. Drugo, kar je, sem prej rekel, da je dolga pot. Mislim, posloviti se je treba od tistih stvari, za katere mislite, da so pomembne, in od tistih stvari, za katere mislite, da jih imate radi. Stvari in ljudi, mislite, da jih imate radi. Zavedajte se, ljubezen nikoli ne boli. Če v vaših razmerjih, vezah in navezah karkoli boli, je to ni ljubezen, in tisto, kar se vam zdi lepo znotraj te veze, je v bistvu navadna gluma, ker ljudje, ki delujemo iz srca, nikoli ne bolimo. Če kdaj, kadar govorimo resnico, pa seveda marsikoga to zaboli. Vendar, to ni ta bolečina, kjer je namen bolečina, ampak je namen rast. Dvig zavesti. In če nekje sem prebral, pa se strinjam, vsaka izguba, vsak odklop oziroma vsaka res stran je v bistvu znak napredka. Tako da, če ste karkoli izgubili v tem času, v zadnjem času ali kadarkoli v življenju, vedite, da vam ni bilo namenjeno. Kar nam je namenjeno, k nam prihaja, vendar iz naslova srca, ne iz naslova ega. Zaradi tega že ne vem, katerič ponavljam, ego mora umreti. Prej, ko bo umrl, prej vam bo lažje. Prej, ko se boste poslovili od starih vzorcev, prej vam bo lažje. Mnogi ljudje so v času korone zaglajzali na debelo, ker niso spustili nečesa, ko je bil čas, da bi rekli, ne, jaz se pa genocida ne grem, ampak dinarčki super, pa bo dodatek, pa bomo ovo, in tle so zaglajzali v neki, kar je v bistvu genocid, zločine nad človeštvom. Zdaj, kdo krade, pa kdo vrečo drži, pa kdo je splaniral to, ne bomo šli v detajle, ampak kdo je sodeloval, je v bistvu kriv. Jaz sem želel ljudi v bistvu mal, pa ne sem jaz, opozarjali smo ljudi, nehajte, ampak v bistvu zdaj ugotavljamo, da smo prosili naše sovražnike, naj pridejo k nam. Grozno, ne? Hvala Bogu, nam čas lepo odkriva, zato vse, kar se dogaja, je točno določeno in se dogaja tako, kot se mora. Iako nič ne izgleda tako, kot v resnici je. Zdaj imamo to težavo s kraljem, je umrl, ni umrl, kje je zdaj Kate Middleton, ker naenkrat se je pojavila 20 let mlajša, ki približno ni podobna Kate Middleton. In zdaj, kaj se to dogaja? Skratka, vse, kar gledate in gledamo po konvencionalnih medijih, ni nič drugega kot navadna iluzija, izmišljotina, film in celo kompjutersko-grafična izdelana podoba sveta, ki naj bi bil, kakršen ga nam želijo pokazati. Zdaj resnica prihaja na plano in vidimo ogromno okamenelih velikanov, velikanskih živali, ogromne
objekte vidimo, porušene stavbe, nore oblike, naj si bodo piramide ali pa gromozansko velike kugle. Vse sort je prišlo na plano, da je bila zabrisana zgodovina, naša Tartarija, naši predniki in napredne civilizacije, ki so bile zaslužnjene strani ljudi, ki so prišli iz oseb oziroma entitet oziroma biti, ki so pa resnično prihajala iz jame, iz lukne in teh lukenj je pod nami nebroj. Zdaj to že vemo, ampak mičkim da ponovno osvetlim. In zdaj ta rasa iz jame se je pomešala z našimi naprednimi civilizacijami in naše napredne civilizacije so znale graditi z zvokom, komunicirati telepatsko. Tudi zdaj že komuniciramo telepatsko, da ne bo pomote. In to pomeni, da prejemamo določena znanja, informacije, ki spašajo v našo sestavljanko, da lahko sestavimo širšo sliko. In to je širši consciousness, širša zavest. In zavese naj padejo in zavest naj zraste. Naj se zavest ta dvigne. Pa bi šlo spet dvakrat. Dobro, nekateri so jezni, morate razumeti, da v bistvu smo bili kolektivno čuvani, da ne bi slučajno zrasli, vendar smo v zavesti zrasli, ker smo se distancirali od teh, ki so nas držali dol. In ti, ki smo jim ušli, so v bistvu jezni, ker ne trpimo tako, kot so oni pričakovali. Zdaj so oni jezni in razočarani, ker ne trpimo. Grozen. Jih bom razočaral tudi v prihodnje, kar pa svetujem seveda tudi vam. Še ena taka stvar, ni vedno situacija, da nas ljudje dol tlačijo, oziroma dostakrat smo rekli, so me nizko stlačili ljudje. V bistvu dajmo pogledati z drugega kota, da nismo mi slučajno nekatere ljudi devali v previsoko, na pediestale. Zdaj ne vem, lahko to rečemo za politike, lahko to rečemo za določene kadre. Torej, ne vem, imamo v vseh branžah so dobri in slabi. In v medicinski branži smo marsikoga poveličevali, in v sodniški, in v politični, in v ne vem kateri branži, in seveda valjda tudi na v vašem osebnem krogu ljudi, kjer ste kakšno tetko, pa je bila bogata, ampak žrla vam je pa energije broj in ste jo vedno, je bila lepo zrihtana in tako naprej. Ona je bila in sploh, ampak lepo je pa žrla energijo, vam pila dobro voljo in tako, ampak podkupla s tistim bankovčkom. Mal pomislite, da v bistvu niso drugi nas dol tlačali, ampak smo mi druge poveličevali v tem kontekstu. In tudi ne bom. Včasih smo koga poveličevali in to je v bistvu tudi eden izmed problemov. Bodimo realni, kdo je kdo, ljudje nam z dejanji pokažejo, kdo so. Kaj imam še? Imam jaz, nisi v pomanjkanju. Ja, mi kot empati, žaboni, pravzaprav človek sam po sebi je odrasel. Ko smo se rodili, smo bili otroci, sem prej rekel zvedavi za igro in tako. Mi smo odrasli v nekaj resnega, v nekaj zategnenega, kar je treba da hoditi, da dela tako, kot drugi naročijo. V bistvu pa je to narobe, da je ta otrok, če smo se včeraj pogovarjali o otrokih, da je ta otrok znotraj nas v bistvu odstranjen, pa bi mogel ostati z nami celo življenje. Mnogo je ljudi, ki jih vidiš, ki so v zelo velikem poslu, ki so v bistvu duhovno napredni, pa so tako lepo simpatično navihani, ker niso dovolili, da otrok v njih umre, oziroma zamre, oziroma ostane v kotu neizražen. Torej, če smo rekli, kaj bi kekec naredil, pomislite v dnevu, kaj bi vi naredili kot otrok, kaj bi vi počeli, če bi bili stari zdaj, ne vem, sem v smislu 5 ali pa 7 ali pa 12 let, kaj bi vi počeli najrajši, z motorčkom se terali, ali bi po drevesih plezali, ali bi, ne vem, dajte probati razmišljati, da v bistvu človek ne bi smel odrastati v nekaj resnega, v nekaj groznega. Mogo bi ostati otroček, navihan, igra. In kadar
igra postane hobi postane pravzaprav delo, takrat ste na svoji lastni misiji. In zdaj svojo lastno misijo težko človek ugotovi čez noč, tako kot ne da se ega razbiti čez noč, da se ga nemudoma začeti delati prav, ampak to človek pogreša to neumnost za nazaj, zaradi tega je to poslovico od ega malo težko, ker to je tisto, kar smo poznali, a ne? Ne vemo pa, kaj je novo. Jaz sem garantiran, da je the best, da je lepo in da money je v redu, sam v rich man's worldu, v svetu bogatih, v svetu revnih pa je denar prekletstvo, a ne? Dobro, zdaj še en tak primer, ne? Recimo ljudje vas prizadanejo, vas pičijo, a ne? Vam pijejo energijo, to je približno tako, kot da bi vas kača pičila, a ne? In zdaj vaša reakcija. Mi smo se pogovarjali, eno je reakcija, eno je pa odziv, a ne? Response, torej odziv. Zdaj, če vas piči kača, bi vi mogli nemudoma to kačo odstraniti, pa scuzati strup ven, pa v bistvu vidite, ne vem, a je treba proti strup dati? Ne. Mi v življenju gremo do kače in zakaj si me pičila, kaj sem ti naredil, zdaj bom pa jaz tebe ugriznil in tako. Nekako probajte razumeti, da ni stvar v kači. Kača je kača, kača piči. Ne morate vi zdaj kačo prepričati, da ne vam bo ubogljiva kakor vaš kuža. A ne? In kača je kača, mi smo pa ljudje in če nas je pičila, je potrebno se od tega ozdraviti. Torej, od narcistične manipulacije in narcističnih prijemov, ki so pravzaprav težka travma, se moramo mi ozdraviti. A ne? Mi moramo, proces ni lahek, ni enostaven, ker gre za poškodbo ne samo srca, ampak duše in dajmo razumeti, da se nimamo kaj pregovarjati z narcisom, od njega je treba iti stran. Torej stran od toksičnih ljudi, stran od toksičnih kač. Ne? Pa to je tista kača v raju, a veste. Ne? Tako, malo za občutek. Ni količine raziskovanja, ki bi lahko odkrila vaš pravi jaz. Da bi lahko oddelala namesto vas vaš shadow work, se temu reče, ko morate iti čez temačnost svojo, čez svoja napačna dejanja, čez svoje travme, čez svoje stvari, ki so se vam v življenju zgodile. Jo ni zunanje niti terapije, niti ni zunanje informacije, ampak zgolj vaša kontemplacija. Torej, poglobiti se vase. Poglobite se vase lahko samo takrat, kadar ste v miru, kadar ste sami. Gre za intimen, gre za osebni proces. In teh stvari sicer lahko jih komu date naven, da vam mogoče pokaže smernico, v katero se boste spet mogli sami poglobiti. Nič ni novega, vrata so tle, ampak lahko ti jih odprem, ampak skozi ne boš pa mogel sam stopati. Jaz svoje stvari sem prekozlov, prebruhal, prejokal, predrkal, kakorkoli obračam in tudi vi boste mogli svoje, a ne? Tole je zelo krasen komad z naslovom Innuendo, ki pravi You can be whatever you wanna be. Torej, lahko si, kar želiš biti. Ampak to pomeni, obrni se v sebe in postani tisto, kar želiš biti. Želiš to, kar si. Otrok se igra s tistim, s čemer se rad igra, ne s tistim, čemer se mora. A ne? Isto velja za nas. Jaz pač ne vem, jaz ne rad likam, to ni neka moja veselica. Imel pa sem enkrat punco, ki je ful rada likala, ona je. In pač jaz se usmerjam v tiste stvari, ki jih počnem rad. Kar ne počnem rad, pač ne počnem. In tudi sami razmislite v tej smeri, da ločite, kaj je morati, pa kaj je želeti. Pa boste rekli, ja, pa moram to, pa služba, pa kredit, pa to. Drži, ampak tega morate uporabljati čim manj in čim več tistega, kar delate radi. Lahko si, kar želiš biti. Obrni se sebi.
Bodi svoboden s svojo hitrostjo, s svojim tempom, spusti svojega orla, be free, in bodi svoboden do samega sebe in znotraj sebe postani svobodni umetnik in kreiraj tisto, kar izhaja iz tebe. Ne? Biti dober original je tista prava stvar in slaba kopija nima nobene veze. In nekdo je rekel, smejejo se mi, ker sem drugačen, jaz se smejem njim, ker so vsi glih. In ne vem, poglejte okrog sebe, kako ljudje funkcionirajo resnično vsi glih. Umetnost pa in umetnika pa se pozna po tem, da se izraža iz sebe ven in se ne sprašuje o tem, kaj je komu všeč, on želi to izražati. Dragi moji, spet nisem prišel do teh mojih mimov, ki imam pripravljene, ampak pol ure naj si bo za danes dovolj. Lep praznik žab vam želim in srednji prst vsem, ki vam pijejo energijo, da ostane energija za vas, za vaše kontemplacije, vaše delovanje, vaš mir in vaše ustvarjanje. Dajte zagledati kakšen lep zahod, sklonite se po kakšen regrat in uživajte dan, kakor se pač da. Ljubljeni z vseh strani, vesolje odpušča vsem, odpustite tudi sami sebi in ne kupujte odpustkov, to ne dela, ker pust je že bil, pustite vse za sabo, vse tisto, kar ni del vašega srca, kar boli, kar pišči, kar vas spravlja v nelagodje. Iščite in sledite tisto, kar vam lepo vibrira z vami. Ok, uživajte, držite se, čau, čau.